Moja tema danes je moralna načela. In teh moralnih načel imamo zelo veliko napisanih prav v Svetem pismu. Jaz osebno jih nisem poznala v času svojega odraščanja, ker nisem brala Svetega pisma, niti nisem bila vzgajana po načelih in morali Svetega pisma. Vzgajala me je družba, šola, starši, knjige tega sveta, okoliščine tega sveta, problemi tega sveta. Šele v zrelih letih sem začela brati Sveto pismo. In moram priznati, da me je Sveto pismo spremenilo. Beseda, ki sem jo prebrala, je bila kot meč za mojo dušo. Videla sem, koliko napak sem naredila v svojem življenju in da nikakor nisem živela po načelih Svetega pisma. Zato sem se seveda veliko kesala in se trudila, da bi svoje življenje, svojega duha in svoje misli uskladila z Božjo besedo. In moje življenje se je začelo spreminjati. Bolj ko sem živela po načelih Božje besede, bolj srečna sem bila, bolj zdrava in tudi na en način bolj mirna. V moje življenje se je vrnil nasmeh, pa tudi radost. Čeprav skozi iskreno kesanje in skozi iskrene solze, ki sem jih pretakala v svoji sobi, ko me nihče ni videl, ko sem se pogajala s svojim višjim jazom in svojim Bogom, da bi rada živela po načelu ljubezni, ki je zapisan v Svetem pismu. Ljubite z vsem srcem, z vso pametjo, z vso iskrenostjo, z vsem telesom svojega Boga in ljubite svoje bližnje kakor samega sebe. To načelo mi še danes včasih predstavlja velik izziv. Le kako ljubiti nekoga, ki ti ukrade avto, ki te rani, ki govori laži o tebi, ki te sodi, ki te ne spoštuje. Le kako? Človeško gledano je nemogoče živeti to načelo. Da ljubimo sebe, to nekako še razumemo. Ampak ljubiti in razumeti bližnje, ki so grešniki, ki so ubijalci, ki so lažnivci, ki te ne spoštujejo, ki kradejo, to je pa velik izziv. Za mene je bil zelo velik izziv. In priznam, še vedno je izziv. Vendar vedno manjši, manjši in manjši. Ker moje srce postaja vedno bolj čisto, vedno večje in vedno bolj sočutno. Zakaj? Ker sem se odločila tako. Ni naključje, da je prva alineja 9. člena Društva za srečno življenje v statutu brezpogojna ljubezen. Meni je bil to izziv. In ko sem ustanavljala Društvo za srečno življenje, je pač to v statutu prva alineja 9. člena našega statuta. In verjamem, da ni samo meni izziv, da je še marsikomu. In verjamem, da bomo, če se bomo zavedali, kako pomemben je ta člen za vse nas, za vse člane Društva Belis, da bomo na ta način premagali vse zlo in vso temo, ne samo v nas, ampak tudi okrog nas. Ker ljubezen je kot luč, ki jo nekdo prižge v temačni sobi in razsvetli vse, kar je v temi. Osvobaja nas ta ljubezen od zamer,
od jeze, od agresije. In to načelo, ljubiti svojega Boga z vsem srcem, z vso pametjo, z vsem telesom in svoje bližnje, kakor samega sebe, je za mene najbolj pomembno. In želim si, da bi bil to tudi za vas največji izziv. Da se boste večkrat spomnili, ko boste začutili v svojem srcu nemir ali jezo, da boste rekli ne. Ni vredno, da zaradi nekoga drugega ali zaradi sistema izgubim svoj mir, svojo radost in svoje zdravje. Drugo načelo, ki je svetopisansko in zelo pomembno, je sočutje in pravičnost. Biti sočuten do človeka, ki je šele na poti do radosti in sreče, ki se še bojuje s svojimi šibkostmi, svojo jezo, svojo hudobijo, s svojo agresijo, žalostjo. Biti sočuten do teh ljudi je zelo pomembno, ker oni rabijo naše sočutje. In če damo sočutje in ne sodbe, smo tisti, ki prižigamo lučko v temi in tem ljudem pomagamo, da ostanejo na poti življenja. Pravičnost. Biti pravičen. Biti iskren. Pomembno načelo. Biti pravičen do vseh enako. Ne deliti razlik med levimi in desnimi, med belimi in črnimi, med dobrimi in slabimi, med svetniki in grešniki. Biti pravičen do vseh enako je velik izziv tudi za vse nas. Ponižnost je tudi posebno načelo, zelo pomembno načelo svetopisansko. Ne ponižnost pred ljudmi, pred sistemom, ne, ponižnost pred najvišjo resnico. Tista ponižnost, ki jo rabimo, da ne sodimo, da se ne povišujemo, da smo skromni, iskreni in da dovolimo, da v nas zmaguje brezpogojna ljubezen. Ta ljubezen, ki dela čudeže, ki vse, kar ni ljubezen, spreminja v ljubezen, ki nas dviguje, umirja, osrečuje. In ponižen biti pred Božjo resnico je modrost. Dati Božjo resnico na prvo mesto, ne naše sebične želje, naše šibkosti, naše razumevanje življenja, ampak najvišjo voljo, najvišjo modrost, ki prihaja direktno od Boga. Odgovornost. Odgovornost je tudi posebno in zelo pomembno načelo, ki ga lahko zasledimo tudi v Svetem pismu. V kakšnem smislu odgovornost? Odgovornost za vsako besedo, za vsako dejanje, ki ga naredimo danes, jutri, pojutrišnjem in ki smo ga naredili včeraj. Biti odgovoren pomeni se zavedati, da to, kar sejemo, to bomo poželi. Če bomo sodili, bomo obsojeni. Če pa bomo ljubili in odpuščali, bomo ljubljeni in nam bo odpuščeno. Zato v tem današnjem jubilejnem Zoomu 150. sem iskreno ponižna pred Božjo milostjo, ki nam je omogočila in dovolila, da smo lahko izvajali te Zoome ne glede na izzive, ki smo jih imeli vsa ta leta. Iskreno sem hvaležna in verjamem,
da če bomo vsi skupaj ponižni, iskreni, ljubeči, sočutni, odgovorni, da bomo te zume še dolgo, dolgo imeli v dobrobit nas in vseh nas okrog nas. Najlepša hvala za vašo pozornost in za vašo ljubezen in sočutje. Hvala lepa.